Pa še polovička limonce v hladilniku. Vidi, hop. Živijo in dobrodošli. Pok. Že dolgo nismo imeli en tak hot beverage. Mislim, da že od poletja. Think so. In zdajle februarja imam eno tako serijo. Travel February, imam mojo mapico. Torej, ideja je, da z vami delim februarja zanimive popotniške zgodbe. Tu delim na vseh svojih družbenih omrežjih, bom tudi spodaj jih polinkala, če kdo hoče počekirati. Ene zgodbe so tako malo pretresljive, ene ful lepe. Ampak skupno mi je pa tu v bistvu, da želim vas inspirirati, da tudi vi greste kam potovati, da se imate lepo. To si lahko ena babica povedala. Tako da najdete neko vrednost o tem, kaj potovanja vam lahko prinesejo. In v skoku tega sem ravno pač, če se ne bi še malo vsel po dolgem času, pa kakšno rekla o potovanjih. Bolj konkretno lahko tako povemo. In še kaj mi je nazaj, da se pridruž. Tako da v bistvu pijeva čaj, kot je hot beverage chat, veste, da vedno pijemo neko vročo pijačo. Kaj se pripravi, Klemen? Mešanico domačih različnih zeliščnih čajev z kančkom limone ter žlico domačega dobrega medu. To obožujem, pač pozim nama tukaj naredim. Klasika. Čajček nama je pa Eva prinesla tudi, mislim, da je lipa, pa noč sem dala še malo, ne vem. Pa turški jasmin, pa ne vem, kaj še vse. Nekaj sem zmešala se na tvoje noč. Vse živo, vse živo. Kje bi začeli s potovanjem? Zdi se mi, da ko sem začela delati to serijo, pa tudi z njo sem ful odlašala, pač Eva je bila tista, ki mi je pač tako dala neko final push, daj narediti to, daj zgodbe s svojimi ljudmi, ljudem bo to zanimivo. V bistvu sem odlašala s tem, ker imam feeling, da nisem več ta oseba, štekaš? 5 let nazaj, I was that girl, Sem živela dobesedno iz Ruzaka in kupovala letalske karte, kot da kupujem seroke v Lidlu, Zdaj pa nisem več, Pač poročena sem... Mogoče tudi to, zakaj bi drugim razlagal, tako potovati ali pa kaj, Ja, se mi zdi, da je zdaj v slovenščini že toliko drugih profilov, ki so samo popotniški, da pač se ljudje lahko tja obrnejo. Zaradi tega pač sem res odlašala s tem in me je v bistvu prvi video ful strah dati ven. Ker sem tako, folk bo bil zdaj tako, kje je ta iz naftalina, ta je že zdavne v pokoj, kam pa ti nazadnje šla v Istanbul za 10 dni, kaj pa ti misliš vsi stari. Prav tako sem se počutila, Pač, ker že dolgo nisem na nikjer za 2 meseca. Ali pa 3 mesece, ali pa pol leta, tako ko mi je včasih nekaj čist casual. No, v glavnem zdaj te zgodbe so zunaj. Ne, bom začela naprej tako, za vse tiste, ki me ne poznate, sem Klara, to je Klemen in to je piknik. In smo popotniki tudi, kadar ne potujemo. Ja, to smo, Mislim, jaz sem ful potovala, ko sem bila mlajša, zdaj nisem več 20 nekaj. Klemen, ti nisi tukaj potoval, Astralno. Astralno si potoval. Ja, v bistvu, za začetek sem hodila tu povedati, kaj so meni potovanja recimo prinesla, pa lahko tudi ti pol poveš, ker nekaj sva pa tudi skupaj potovala. In če vse tako skupaj vzamem je, da so mi ful prinesla tudi, da sem se začela o svetu kot prvo spraševati. Neka kritična vprašanja postavljati o sistemih, o navadah, o procesih, ki se dogajajo v drugih kulturah. In se mi zdi, mi je to ful prineslo, da nisem več informacij samo črpala, ampak dejansko so šle čez neko kritično sito. Pa še ko ljudi spoznavaš na potovanjih, se mi zdi tu še ekstra, ker boš spoznal svašta ljudi in te bo ful izoblikovalo na ta način. Ziher je k temu pripomoglo tudi, da me res osebno notranje ful zanima o drugih kulturah. Tu že od nekdaj, odkar sem bila otrok, sem bila vedno tako navdušena, kako nekateri ljudje drugače živijo. Tako da pol vse te neke izkušnje od tega, da sem dlje časa bila v tujini, prostovoljstva, delo v tujini, ni da ni, pa teh kratkoročnih potovanj, v smislu 2-3 mesece, ko je res samo potovanje, pa potem dopustniški, tudi bolj krajši, neki tripi, 10-14 dni. Vse se mi zdi tako zelo močen pečat name pustilo. Kaj bi ti zase rekel? Saj smo bila v Indiji, tu se mi zdi ful močen pečat nate pustilo. Pa v Dominikanski, ko so ti čist prerukan. Ne, sem smešno.
Ker ti drugim razlagamo, kot smo potovali. Tebi je to že normalno, tebi je to že navadno. Kva? Meni pa še ni, da drugim razlagam. Ja, Klemen se moraš še pravati. Malo čajčka še spiti. Ti da malo šnopčka v čaj? Si bo v redu sem, najprej je pa mi smešno. Upravičeno. Haha. Torej, jaz sem iz drugačnih razlogov začel potovati, bolj pomotoma. Bi rekel, da ni nikoli bilo pri meni to samoiniciativno izraženo, nisem pa hotel izpasti softič. In potem, če je Klara nekaj predlagala, sem bil samo potovanjem, pa res ne moš reči ne. Tako se je začelo, zelo lame, ali kako bi po slovensko se je izrazil. Bedniško. Ja, tako na čuden način sem začel potovati, z čudnih motivov, takih bolj prepoenostavljenih, ali pa ne vem, kako se reklo. Ja, jaz nisem nobene globine v potovanjih videl, ker si nisem mogel zavedati. Okay. No, v glavnem tak nek pajde. Tako, ja, to bi tebi dve besede bi pajde. Ajde, da ne boš razpecala. Ja, pa se je pa spremenilo to, da učenje, se pravi, ful sem se naučil lahko. Tako da če zamenjaš okolje, se imaš priložnost učiti, pa se spet sliši klišejsko, ampak zdaj, ko nazaj gledam, ko pol nekaj potovanj daš za sabo, vidiš, da si se naučil, predtem je pa to samo neka beseda, ki nima neki pomen, ampak zdaj ima. Zdaj, če idem potovati, drugače potujem, ker sem se naučil. Zdaj imamo je to dobro. Tudi, ko ne potujem, mi je lažji, ker ko potuješ, se ful naučiš bolj zahteven način življenja, sploh če ne greš v resort. Ampak potuješ tako, da se moraš vsak dan sproti znajdeti. Tako da je pozitivno vplivalo name. Mislim, tudi na naju, tako če zdaj, ko si govoril, sem pomislila tudi malo, tako se mi zdi tak reality check treba narediti vsem tem perfect Instagram. Ko smo imeli začela potovati, pa nismo pa še toliko časa skupaj, sva ful zapadala in v prepere in tako v neko, veš, da velikrat komu od naju, da se je neka odločitev zgodila. Zgubljena, to je ful dobra beseda, zgubljena. Se mi zdi zdaj zadnje par potovanj pa tako v nadpomenkah. Recimo Balkan trip, ko smo se imeli dobro, ali pa v Istanbulu. Pa potek, ker recimo veliko na potovanjih je tako, da sem jaz bolj let's go, pa sploh nisem tukaj nahajpana drugače. Se mi zdi, eni popotniki so veliko bolj, da grejo od destinacije do destinacije. Klemen je pa ultra skozi bremzo, da gremo tle biti 2 meseca. Zročno sem potoval, ja. Ja, tudi da pol tle je bilo veliko treba enega prilagajanja. Hodila sem te vprašati, zdaj, ko si govoril, sprašujem se ta razlika. Ko si bil mlajši, ko še mene nisi poznal, Kaj bi rekel, da je glavni razlog, da takrat nisi recimo že na faksu izkoristil neke izmenjave, da nisi, ne vem, šel v backpack, da nisi med poletjem šel magar v Ormož, Ne, to sem delal, jaz sem na Štop sem veliko hodil pa tako. Ja, na Hrvaško. Si, pač. Klemen je Štoko veliko, kako je to pač? Mislim, tako. Take dogodivščine so te bili vedno fajn, ja. To je res, to je res. Pa tako, ko smo bili mlajši, smo z bratranci, pa tako smo z družinami, smo veliko šli naokrog, ampak ne tako daleč, ker do tega, zakaj nisem daleč potoval, bi bilo po moje prej kaj za odgovarjati. Te učne izkušnje, kako potuješ, da se nekaj naučiš, sem že prej uporabljal, ker sem probal iti, recimo, da greš z malo stvarmi potovati, sem velikokrat probal. Nisem pa rad, nekaj mi ni dišalo pri tem, da greš potovati tako, da nimaš skrbi. Zdaj mi je pa to bolj zanimivo. Skrbi morajo biti. V smislu, nekaj ti mora manjkati in pol, kako se boš dobro znajdu. To sem recimo na ta način. Veš, se to zanimivo je, ko sem to serijo zdaj snemala. Paš po Indijo, pa imaš pa dosti takega načina. No, ko sem točno za Indijo sem danes editerala zgodbo, kako smo imela šla z motorji čez prelazek. Sem šla pol googlat, čez 4 ure prelazje, smo šla z motorjem, srednji česar, sneg, se topili brez... Mislim, bom spodaj prav specifično to zgodbo prerekala, če hočeš vedeti. Hvala, da smo še živa. Hvala, ti si vozil, hvala tudi. No, in ob tem sem pomislila, kako potem vse, kar so bile zdajšnje destinacije, ni več teh zgodb, In kako je ziher takrat bil nek čar pri nama, pa sploh niso vedela riniti v probleme, ampak res take probleme, ki so lahko smrtni izidi. Takrat se je nama normalno. Pa se je nama zdelo normalno, pa smešno. Zdaj se mi zdi,
da v bistvu nekako tako handlova, da pač do tega ne pride na ta način. Ja. Ampak to je bil proces, ne, to ni tako, to sem opazila. Veš, kaj sem še pomislila? Eno stvar sem prav prej sem to, mislim, že dlje časa, imela to misel. Smo se tudi medlo že pogovarjali o tem. Ful se soočam s tem kot nekdo, ki je ful veliko potoval, ampak vedno, mislim, ne vedno, večina sem potovala na ta način, da sem res na neko destinacijo šla za ful dolgo časa. No rush, do what you want. Ne? Zdaj pa nekako z poslom, ki sem ga jaz razvila, pa sklenila v službo, je tudi težji, ne? Težji je meni, ker iti, pa tudi ni več take želje, grem je zdaj za 2 meseca v Mongolijo. In potem ti ostanejo ti krajši tripi in jaz se tle ful sprašujem pa o smiselnosti tega, ker se mi zdi, da spet družbeno omrežje, pač ki imam ful stik z njimi, ampak nasploh se mi zdi, potovanja so ratala toliko dosegljiva, pa hkrati trendi, pa hkrati tako masovka, all over the place, da imaš kar malo feeling, da moraš ti v bistvu vsak praznik nekam iti, pa če ne, že skoraj leteti nekam. In mi ful ni do tega. In se mi zdi, da je bil en del mene, ki po potrebi, da vzdržujem ta nek da vzdržujem ta renome iz preteklosti, v smislu, Klara je pa popotnica, sem imela nekaj časa na feeling, zdaj morava pa imela tudi vsaj 3-krat na leto nekam iti, ne, z avionom. Ampak itak bi še lahko sem za kratek čas in pol, v bistvu sploh ni tu, ko sem malo razmišljala, sploh ni tu bila pristna želja. Tako da o tem veliko razmišljamo, o potovanjih kot, skratko, teh kratkih potovanjih, ne, kako na nek način so velika edina možnost, ampak hkrati so pol tukaj natemperana, tukaj, ne vem, malo zgubijo ta svoj čar. Mislim, najbolj si nam je težko priznati, da včasih za brez veze potujemo, pa da ogromno škode naredimo s tem, ko bi radi na vsakem kvadratnem metru zemlje bili, ne? Ja. In pole ne veš čist, kje se najdeti, ker težko je potovati s to krivdo, če se delaš, da je ni... Pač moraš procesirati, koliko je mi smiselno potovati, pa na kakšen način. Ja, ker tle se mi zdi tukaj enih dejavnikov okoljskih, vpliv na družbo, pač tu, kar je Airbnb naredil za mesta, ne. Tako se mi zdi, kar vidimo navzven, kar se daje kontenta, videi, fotke, vse sem tako perfect, ne. Zanzibar za 500 €. Ali pa ekstremno, ali pa vikend Barcelona za 40. avanturistično, da je res huda zgodba, zato gremo, se mi zdi, da... Ne, v glavnem, v meni je ful vprašanj, no, tako se poraja, ziher zdajle, ne, kombi se renovira na polno in planiramo, da do konca marca bo Piči Miško končan. Tle želim ful izkoristiti, da bomo potem več na ta način potovala. Ja. Imajo tudi že neke plane, ampak ne bomo zaenkrat rekla. Blizu in daleč, to bi jaz rad sprobal, da ne potuješ samo potovanje šteje sem, če si letu ali pa res daleč se pelil, ampak potovanje, ko greš v kombi, pa si dom zapustil, je potovanje in pole gremo 5 km stran. Pa nekam Okenkot, v Kočevski Rok. Vi veste, da mene zdaj živiva tako, da Kočevski Rok vidva, no, se sva ga že prej, ampak zdaj smo še malo bližji. Sem pa vsem hotela, no, za vse tiste, ki si želite izkušnje. Jaz sem imela, no, se tudi Klemen, ful dobre izkušnje z Workawayem. Workaway je ta platforma, kjer si narediš profil in potem imaš v bistvu projekte po celem svetu, kjer sodeluješ kot prostovoljcu, za meno dobiš pa prenočišče pa hrano. Sem bila v Palestini tako, na Portugalskem, v Mehiki, tako. Ja, vse skupaj smo bila v ene slabih 10, ali pa 10 recimo. Manj pa moja. Jaz Ti si sem bil še v dvakrat Italiji, ali nekaj, ne? pa ja, na Portugalskem. V glavnem tako, če koga... Too much. Ajde, ene 5-krat smo bila že na Workawayu, Ja, pa tu vsakič ziher. ful dobro. 5-krat že, ja. Ja. Tudi skupaj, nekdaj. In se mi zdi, da tu so bile pa res, ker smo zbirali to take projekte, ki se mi zdi, da so nam veliko, da manj so se ful vsi v spominu tisali. Vem pa, da eni ljudje to izkoriščajo, pa je v smislu, da sem zastojno bom spal, pa ampak lahko si ful več narediš te izkušnje. Tako da, kogar zanima, malo Ja, tudi... zato tega je najbolj vredno iti.
Največ dobiš od Workaway, če si izbereš tistega, ki ti res da. Actually brings value. Ja. Spodaj bom dala link do Workawaya in z najino kodo dobite še 3 mesece brezplačno ekstra, če se pokonektite na to platformo, tako da počekajte. Že tako je dosti dosegljivo, ne? Ful pomaga, da imaš nižje stroške potovanja, ne? Ful bolj zanimivo potovanje, lahko nekaj, kar prej sploh ne veš, nisi vedel, da je možno, lahko daš ti kakšen primer. Ko lahko doživiš za ful ugodno... No, recimo, primer je že, tu sploh nisva nikoli tako delila javno, da merila smo v bistvu en mesec delala Workaway na Portugalskem, ko smo v kombiju bila. To isto, ker sploh nisem delila. Sem s svojimi Patreon, ker sem imela še Patreon. Mena sva bila en mesec, dober mesec, pri eni družini, mama sama hranilka pa 2 otroka. In mena so v bistvu pomagala, Klemen jih je pelil v šolo, pa šel iskat, ker je bila šola ful daleč stran, pa tak forest school je bil, pač ful zanimivo. Jaz sem pa skuhala kosilo, pa vsake tukaj smo pa kaj pomagala pospraviti pa to, ne. In ful je pohodil, ker sem imela kombi parkiran v senci, kuhala sva pa lahko v letni kuhinji, ki je bila sem za naju, pa bazen so imeli pač noro. No, in zakaj bi to recimo tako nama šlo na roke? Mene sva takrat rabila nekje ostati, ker sva te papirje za tehnični pregled rabila, zrihtati v portugalščini, v slovenščino poslati, prevesti pri uradnem prevajalcu in potem pač cela kolabocija, pa s pošto, sploh, I don't even want to think about it. Ampak tu je bilo čist na jugu Portugalske, kjer je strogo prepovedano kamperanje. Po večini plaž, ne. In potem sva merila na nekem countryside Portugal, ki v bistvu si bil 15 minut na enih najlepših plaž Portugalske. Ne, od tu recimo si najbrž mislil, ne? Ja, od najnih izkušnjih, od drugih izkušnje so pa... Ali pa, no še tu, Mehika, jaz sem v Mehiki delala Workaway v surf kafiču, čist ob plaži, kjer pač hodijo ljudje surfati iz celega sveta, ker so tu hudi valovi pač in imaš tako kilometre peščene plaže. Ja, ko si prej greš lahko surfati in podobno, ja. Če se prav nazaj prideš, lahko res polno enih doživeti, v bistvu pa stalo te pa ful manj, kakor si mislil. Malo pomagate omejitve dati stran, da moraš prej ful zaslužiti, zato da reš nekam nekaj novega spoznati. To, ja. To v Workaway ful pripomore. Vse, tudi mogoče bo še kdaj kaj izkusila taska, ker ni samo za mlade, tudi pač starejši grejo tako za nek experience. Tudi družine na dopustku hodijo včasih. Grejo na kakšno tako prijetno kmetijo in tam mali, recimo če imajo otroke, tam s tistimi oslički tekajo pa kozicami, starši pa pač, ne vem, ser naredijo, maslo, zajtrk pojejo, pol to, kar so naredili. Tako je zanimivo, ne. Ja, v glavnem, link boste imeli spodaj, no. Jaz tudi potovanj bi omenila še platforme Couchsurfing. V bistvu lahko crashaš na couchu od koga. Jaz sem gostila že ljudi, zdaj sem oči rekla, veš, bom govorila svoje popotniške zgodbe, pa je rekel, ja, pa moraš povedati, kako sem jaz ene kolesarja gostil. Je bila pa ta zgodba, da jaz sem bila še kot študentka ful aktivna na Couchsurfingu, tako, ne vem, couchsurfala sem pač, kamorkoli sem šla, sem couchsurfala, tudi v Iranu pa v takih državah. Same dobre izkušnje. In potem seveda sem hvala tudi give back to community, ker ni lepo, da sem, mislim, valjda hočeš, ker tu je skupnost, ne, če nekaj dobiš, hočeš pri sebi v svoji državi tudi nekaj dati nazaj, ampak sem bila še študentka, kje naj gostim ljudi. In so moji starši bili tu cool, da so bili ono, ja, včasih pa lahko kdo pride prespat. In enkrat mi piše skupina kolesarjev iz Italije, ki so kolesarili v Turčijo, da bi rabili nekje crashati. Med mami smo še pa jih na izlet in naj ni bilo doma. In jaz očiju rečem, ej, bi ti ni gostil? In reče itak. In oni njemu pišejo message, a prinesemo kaj hrane za jesti? In on tako, da ne bi slučajno, fantje. Oči kupu čevape, perc, zunaj zapalil roštilj, so ga zafešta, se napil, najel. Jaz sem jim vse pošte že prej pripravila fotabelco, sem dala vsakmu pod pošter, pač vse cool in tudi pač enkrat so sem prespali in pol so šli zjutraj in pol so nam dejansko iz Turčije razglednico poslali. Tako da pač tu so pa lepe izkušnje. Tu je Couchsurfing. Potem sem jaz bila še au pair v Franciji, tu je varuška. Tu imate ločene platforme, lahko tudi na Workaway najdete, ampak tu so recimo spet malo drugačne izkušnje, ker si del družine in je nekako v ospredju tu, da se učiš jezika.
pač au pair v Francijo ali pa v Belgijo ali pa na Nizozemsko ali pa UK, greš ponovadi za to, da si pač nekako, da si z jezikom, da si del jezika, pa ponovadi plačajo tudi jezikovni tečaj. Je pa bolj za mlade punce, se mi zdi starejši, tako ko sem jaz zdaj, si že malo strno za biti au pair. Si zikar? Pa ja, bolj si pa že, veš, kaj tudi dobiš sem malo že knjine, 300 € na mesec, tako. Ja, vem. To je bolj za when you're young. Morda pa se me poznam. Potem bi pa še, no, za tiste, ki ste pa res mlajši gledalci, pa preverite pri svojih, ne vem, dijaških, študentskih organizacijah, kakšne projekte imate. Pač jaz se spomnim, ko sem na faksu, tu so bile izmenjave, pač že Erasmus izmenjave, pol je ta EVS, ki se zdaj ne imenuje več EVS, ampak je European Corps, Civil Corps, Solidarity Corps, ne vem, neki, ki v bistvu sem preimenovala. So tudi prostovoljni projekti, ki so sponzorirani strani Evropske unije, pa se je ful dobro priključiti, tako sem jaz bila recimo v Jordaniji, ne, pol leta. Pa ne, zdi se mi, da se ful promovira ta luxury travel, pa sem ta nek, veš, top destinacije, medtem ko imaš tu dobre zgodbe, pa res pravi connection v lahko tudi čisto nekih vasicah, ki na Instagramu še noben ni slišal za njo. Ne, zdaj pa tudi vaša stvar, ne, od vrednot, odvisno, pa tako, kaj zasledujete, ko potujete. Sem, da začneš nekaj, se pa sproti ugotoviš, če sem že dost, pa če kaj ti še manjka. Ja. Tu, če recimo, če si tak tip karakterja, ko sem bil jaz, ki se mi ni dalo recimo prijaviti na nekaj, takrat, ko sem bil študent pa dijak, je pol cool vedeti, mora se ti dati, če se ti noben drug te takrat ne prijavi. Noben ti ne bo rekel, ja. Ne, moraš imeti neki te more zahakati. Ni del našega sistema, ker moraš nekam iti, ne, in pol je to na tebi. Tako da to, da se ti mora dati, ampak takim, ko si pa ti se pa itak da, ne. Tako da njih pa je to sem malo spomne, da... Seveda so pa možne še druge stvari, ki jih jaz nisem izkusila. Recimo ta American visa, New Zealand work and travel visa, Australian work and travel visa, pa zigar še milijon drugih stvari, ki pač zdaj jih nimam v glavi. Kakšni internshipi tudi, odvisno od tega, kaj je vaša izobrazba. Tako da to, mislim, vse je kar veliko povedala. Ja. Jaz sem hotela to neko transparentnost dati, no, glede potovanj. Veliko sem razmišljala, ko sem s to serijo začela, kaj potovanje meni trenutno pomeni v življenju. In čeprav so izgubila ta neko pomembnost, ki prej so bila skoraj number one, verjamem, da bomo imeli veliko dogodivščin, sem da ne bodo mogoče toliko pompozne, kot so bile včasih. Bodo mogoče pa bolj luštne zaradi tega, ne vem, dajmo videti. Ja. Hvala vam za ogled. Če imate kakršnokoli vprašanje, če sem kaj pozabila polinkati, napišite spodaj v komentar. Sicer se pa vidimo v naslednjem vlogu. Ja, spomnite naj na kakšno zanimiv način potovanja ali pa... Ja, zakaj je vredno potovati? Zakaj je vredno živeti? Pa živeti. Take stvari. Cool. Lepo se imejte. Še kaj del tega? Ja. Klemen me je ful dobro spomnil. Sem še zadnja stvar. Ja. Solo potovanje. Jaz sem še tole, pa medva gremo, pa imate mer pa za danes. Solo potovanje versus v skupini, v paru, s prijatelji, whatever. Kaj si hotel ti? Jaz sem to, da je kar veliko spremeni potovanje. Že sem tu, ali imaš nekoga še zraven, ali ne. To je tako drugo potovanje in pol, ali imaš zraven, tudi ko imaš nekoga zraven, je še važno, ali se z njemu razumeš ali ne, ali pa da si se pred potovanjem razumel, pa pol ne, ali pa obratno, da si se pred potovanjem srednje poznal pa tako. Potovanja? Pol te pa zbliža, recimo, različne stvari so, ne. Pač furten se mi zdi, tudi če greš v Benetke, nekaj whatever, nekaj kratkega, pač folk rata lačen, lulat ga, in ful izvabi iz ljudi ono, kar je res v njih. Veš, če se ti z nekom dobiš sem na kavi enkrat na teden, ga vidiš v najboljši luči. Ja. In se mi zdi, pa če sem ena res srečo, ful rada sem sama potovala, pa je bilo tudi se mi zdi vredno. S tabo mi je top in mi je vse boljš. Pred spominu pride.
ko ni bilo tako, ampak drugače na splošno vem, je bilo in je perfektno. Ja. Pa s Klaudijo, ne, sem imela tudi ful srečo, ker smo bili res dober tim, kar se potovanj tiče, ful nobenih konfliktov. Mislim, je bil kakšen konflikt, ampak ni bilo pa tako, da smo bili 24 ur 24/7 nadrkane, ne. Jaz si pa tudi ponovadi zberem take ljudi, ko so trpežni, še bolj kot jaz, ne, in polej si ne utrujamo oziroma tudi, ko je težko, si na prijeten način naredimo, da vemo, da... Ali pa veš, da se umakamo. Ja. Tako, evo, to je bil še zaključek. Čau! Papa! Papa, adio!